Zdaj, razstava v Galeriji sodobnih umetnosti v Celju, razstava 8, je predstavitev slikarskih del 8 umetnic in umetnikov, torej 4 umetnikov, Neven Aleksovski, Ivane Bajec, Nine Čelhar in pa Neže Jurman, ki se naslavljajo z umetniškim imenom Nespes, in pa 4 umetnikov, Simona Kocijančiča, Zorana Pungarčarja, Mihe Perneta in pa Leona Zvodarja. Razstava je v bistvu nastala na pobudo prav te konstelacije 8 umetnic in umetnikov, in sicer kot ena pobuda, da se predstavijo seveda izven prestolnice in pa da predstavijo svojo novo umetniško produkcijo. Sicer seveda avtorje združuje to zanimanje za grafiko, risbo, tudi seveda aktivnosti na področju zinovske produkcije, vendar smo se v primeru te razstave odločili prikazati njihova slikarska dela. Torej gre v večini za nove slikarske stvaritve in pa nekaj malega tudi ilustracije. Umetnike smo postavili v 4 sobe in se odločili za eno tako mogoče malo bolj varno postavitev, in sicer gre za postavitev 2 umetnikov v enem prostoru. V večini primerov po formalni plati nekako se ne ujemajo, ampak smo lovili tako vsebinske kot likovne neke skupne linije, recimo temu. Kar je zanimivo, je tudi to, da ravno v slikarskem mediju se ti umetniki najbolj razhajajo, bolj kot že v bistvu v prej naštetih manifestacijah, recimo na področju risbe in pa zinovske produkcije. Kar umetnike tudi druži, je to, da so se v nekem trenutku začeli v bistvu pojavljati skupaj oziroma v različnih variacijah, po različnih umetnostnih prostorih v Sloveniji. Samostojne predstavitve so imeli v novih umetnostnih prostorih, recimo v Dobri vagi v Ljubljani, potem tudi v Ravnikar Gallery Space. No, te skupinske predstavitve so bile pa recimo v Alcatrazu, potem v MGLC-ju, spet na področju zinovske produkcije zelo aktivni, in pa nekako so začrtali tudi to programsko recimo shemo Hiše kulture v Pivki. Hkrati jih združujejo neki v bistvu tudi neformalni načini druženja in pa udejstvovanja, predvsem na umetniškem področju, in pa tudi zanimivo te skupinske, prav kolektivne neke likovne aktivnosti v smislu recimo nekakšnih risarskih improvizacij. Prav tako je zanimivo to, da da je tukaj v bistvu en del umetnikov, tistih, ki je sliki zavezanih prav od začetka njihove ustvarjalne poti in so sliki bližje, kot recimo Simon Kocijančič, potem tudi Ivana Bajec, nenazadnje Leon Zvodar in Miha Perne. Vendar seveda ni nujno, da v njihovih slikarskih delih v bistvu se vidi neka stroga kontinuiteta likovne in pa vsebinske govorice. Medtem ko nekateri umetniki, kot so recimo Nespes, Neža Jurman, ki je v osnovi kiparka, ali pa Zoran Pungarčar, ki je v bistvu zelo aktivna na področju torej grafičnega oblikovanja, kot tudi Neven Aleksovski, ki je v bistvu zelo aktivna na tem področju interpretiranja risbe na najrazličnejše načine in njene manifestacije. No, pri njih pa kljub temu, da se v bistvu v nekem trenutku odmikajo od tega slikarskega medija, se v bistvu v njihovi sliki vidi prav ta aktivnost, ki sega pač izven slikarskega medija. Tako recimo Neža Jurman pri svojih slikah uporablja ta princip obdelave, kiparske obdelave, skulpture s plastenjem,
z odvzemanjem in dodajanjem materialov. Zanimajo res pač združitev različnih materialnosti in materialov na platnu. Tudi v bistvu, če pogledamo njene slike, so v bistvu veliko bolj kompaktne, tudi zelo materialno bolj močne, če se tako izrazim. Potem recimo pri Zoranu Pungarčarju se nemudoma vidi ta jezik grafičnega oblikovanja, uporablja neke abstraktne oblike, recimo primarne barve ali pa zelo močne barve, ki jih postavlja v neke take kompozicije, v bistvu bližje nekemu bolj temu grafičnemu oblikovanju. Medtem ko drugi recimo se gibajo med to figuraliko in abstrakcijo, Miha Perne, mogoče, če lahko rečemo, da je najbolj figuralen na tej razstavi, njegova risba zelo značilna in pa ta moment naključja pri nanašanju barve na platno se potem v bistvu združi v ta preplet nekih oblik in figur oseb. Hkrati ima pa najbolj mogoče takšen narativni občutek, torej se približujemo tej neki pravljični naraciji. Prav tako je zanimiv in humoren v svojih manjših delih, to je risbah, ki so narejene v mešani tehniki. Tukaj prav tako v bistvu združuje te bolj likovne značilnosti same risbe ali pa manjše slike, kot v bistvu te preproste črne konture in pa risbe, ki nekako ima že v nekaterih trenutkih značilnost ilustracije. Neven Aleksovski, nekako pri njej vidimo to kontinuiteto s to močno črno konturo, s katero v bistvu zariše en motiv oziroma nek simbol, okoli katerega zgradi v bistvu to celo likovno kompozicijo. Torej, prevladujejo isto v bistvu samo nekatere barve, mogoče v njeni predstavitvi na tej razstavi ni vidno to prehajanje konture iz slike na steno oziroma iz risbe na steno, iz risbe v sliko, vendar takoj v bistvu prepoznamo njen ta osnovni element, s katerim nagovarja gledalca in ga v bistvu popelje v neki zbor pomenov in te svoje likovne govorice. Simon Kocijančič se v bistvu bolj giba med to mejo med figuraliko in abstrakcijo. Isto se poigrava zelo s to kompozicijo same slikarske površine in uporabe barv. Seveda pomene pa pušča zelo odprte za interpretacijo. Medtem ko recimo Leon Zvodar je pri njemu najbolj dobimo ta občutek oziroma takojšnjo asociacijo na nek urban zaris, recimo prakso grafiterske kulture, kot tudi ustvarjanje muralov, recimo, ki ga prenese na platno. Vse te elemente. V bistvu druga linija v njegovi praksi pa gre za poigravanje z neko takšno osnovno računalniško risbo, ki jo prenese na platno. In ta risba je ponavadi odziv na neke njegove dogodke v neposredni bližini, ki jih interpretira na zelo tako humoren način. No, Nina Čelhar je od vseh umetnikov na razstavi morda ima najbolj precizno, izčiščeno, jasno sliko in v bistvu zelo kontinuirano že od samega začetka, torej ustvarjanja od Likovne akademije dalje.
nekako gradi sliko ravno s temi res nežnimi odtenki, ki jih nanaša na prosojno površino. V bistvu namesto platna uporablja rjuho. Tukaj v bistvu ta močen motiv arhitekture naredi veliko bolj lahkoten, hkrati pa to uravnoteža nekako oziroma dodaja nasprotje zelene barve in pa narave, čeprav še vedno se nekako sama obravnava pač približuje na abstrakciji. Medtem ko Ivana Bajec pa znova vedno izbira odtenke ene barve, se poigrava z učinki tega prepletanja ene barve na platnu. Velikokrat v bistvu sama poteza spet začrta cel potek slike in pa seveda tudi zanima ta preplet različnih materialov na samem platnu. V splošnem lahko rečemo, da se razstava oziroma dela na razstavi gibajo med to figuraliko in abstrakcijo. Zelo veliko je nekega eksperimenta v smislu tako nekih likovnih oblik, kot tudi materialov na platnu in pa nanašanja teh materialov. In vsekakor v bistvu ta zbor 8 umetnikov nekako prikazuje en pogled, en delček pogleda na sodobno slovensko slikarsko ustvarjalnost.